Pozdravljeni. Je zavrnitev ekipe Andretti s strani Formula One menedžmenta nekaj pričakovanega ali presenečenje? Na to in še marsikatero drugo vprašanje bomo skupaj skušali dobiti odgovor v naslednjih minutah. Zgodba o ekipi Andretti v svetovnem prvenstvu Formule 1 se počasi približuje svojemu zaključku. Praktično na zadnji stopnici so dobili negativni odgovor. In seveda to postavi na glavo vse upe in tudi vse obljube, ki smo jih slišali v preteklih mesecih. Ampak obstaja kar nekaj nerazčiščenih vprašanj. Prvič, zakaj pri Formula One managementu niso hoteli te druge ameriške ekipe na samem štartnem razporedu? In koliko pri vsem tem so si tudi krivi pri sami ekipi Andretti? Namreč na prvi pogled bi se zdelo logično, da bi morali pri Formuli 1 si dobesedno želeti čim več ekip, čim več bolidov na štartnem razporedu. Ampak po drugi strani, že v preteklosti smo videli, da pravzaprav več kot 24 bolidov bi pomenilo preveliko gnečo na sami progi. Svoj čas, ko nastopajoči niso bili težava, smo imeli celo predkvalifikacije. Torej, tisti najslabši so se pomerili med seboj, da so lahko prišli na kvalifikacije, kar pa še ni pomenilo avtomatsko biti na štartnem razporedu. Po drugi strani, organizator, torej Formula One Management oziroma Liberty Media, se dobro zaveda, da pravzaprav nova 11. ekipa lahko ne bi prinesla nič dobrega celotni predstavi, ki jo mi, navdušenci, spremljamo skorajda vsak drugi vikend. O čem mislim? Verjetno je čisto upravičeno smatrati, da na samem začetku pri ekipi Andretti ne bi bili konkurenčni. In to ne pomeni, da bi se komaj lahko prebili do kakšne točke, ampak pomeni, da bi imeli težave slediti predzadnji ekipi na štartnem razporedu. To v preteklosti smo že videli, namreč se kdo izmed vas spomni, na primer ekipe HRT Hispania Racing ali pa tiste strukture, ki se je najprej imenovala Lotus, nato Caterham, tudi ekipa Manor, ki je po zaslugi Žula Bianchija dosegla nekaj točk, ni bila daleč pravzaprav od tako neslavnega mesta. Pri ekipi Andretti imamo velik problem, namreč ogromno obljub, ampak konkretnega nič. Videli smo, da so podpisali zavezo, da bodo sodelovali s Cadillacom, ampak Cadillac do sezone 2028 naj ne bi bil fizično sposoben napraviti pogonskega sklopa. Ampak danes smo pred začetkom sezone 2024. In tudi sama ekipa Andretti s Formulo 1 nima nobenih izkušenj. Pravzaprav včeraj v 5. delu rednega komentarja novic sem objavil, kako pri ekipi Andretti so pokazali, da pravzaprav delajo na privajanju k temu, kaj je Formula 1. Videli smo fotografijo nekega testnega bolida v znamenitem vetrovniku Toyote v Kölnu. Nažalost, kot sem že takrat povedal, že na prvi pogled izjemno podobno Red Bullu RB19. Tu bi rad dodal še nekaj. Spraševati sem se začel, ali v resnici je ta poizkusni bolid tako izgledal. Z današnjo tehnologijo se lahko marsikaj spremeni in mnogokrat tudi nas, navdušence, preslepijo razni renderji. Ampak
to ni važno. Pri Formuli 1, torej Stefanu Domenikaliju in pri vseh ostalih ekipah, se niso pustili preslepiti in Andretiju elegantno povedali ne hvala. In tu moramo razčistiti še dva pomembna vidika. Prvi je seveda ta, da so si pri družini Andreti nakopali ogromno število sovražnikov, ker so dobesedno izsiljevali mesto na štartnem razporedu. Koliko pritiskov, takšnih in drugačnih, smo videli, samo da bi jih pustili. Zanimivo, spomnimo se, da Andreti so najprej hoteli kupiti ekipo Zauber, takrat še Alfa Romeo Racing oziroma F1 Team, ki je na to pristala v skupini Volkswagen oziroma jo bomo čez 2 leti poznali kot Audi. In zakaj Andretiju niso hoteli prodati ekipe, Audiju pa da? Verjetno vedo nekaj, kar je nam neznano. Po drugi strani, od tistega trenutka naprej, smo videli neprestane pritiske, kako bo Formula 1 pridobila s tem, če bo pustila to znamenito ime v sam šport. Ampak v ozadju praktično nič. Namreč Formula 1 je specifična. Gre za tekmovanje konstruktorjev. In kakšni konstruktorji so pri družini Andreti oziroma pri Andreti International, kakorkoli bi lahko imenovali to strukturo? Enostavno povedano, nikakršni. Imajo mogoče kakšne izkušnje s kompozitnimi materiali, ampak rad bi poudaril eno manjšo zadevo. Naprimer v seriji IndyCar šasije sestavlja lepo italijanska Dallara, ki pa je v svetu Formule 1 še zmeraj vezana na drugo ameriško ekipo, na ekipo Haas. Torej vidimo, da tudi tista maketa, model šasija, ki so jo pokazali v vetrovniku Toyote, je bila po vsej verjetnosti tudi v Toyoti napravljena. In pri tem ni nič napačnega in nič spornega. Ampak pri ekipi Andreti so zmeraj zagovarjali tisto svojo ameriško pristojnost, kot da so oni najboljši, največji in da bojo s Formulo 1 opravili malo da ne kot za šalo. Lep primer, kako so skušali dobesedno vsiliti Coltona Hurta, ki je po njihovem mnenju talent, ki ga mi v Formuli 1 še nismo videli. Nažalost gre za voznika, ki pravzaprav v seriji IndyCar na koncu zaseda nekje 10. mesto. Razumel bi, da bi nekako propagirali naprimer Alexa Pauluja, ki je zmagal že 2 naslova, ampak Colton Hurta nima tistih osnovnih pogojev in govorimo o točkah za superlicenco, ampak je njihov voznik in so ga dobesedno vsiljevali in nekako izsiljevali celoten svet Formule 1. A verjetno nekdo se bo sedaj začel spraševati, zakaj pa pravzaprav je FIA potrdila ekipo Andreti kot edinega možnega kandidata v bližnji prihodnosti. No, sedaj prihajamo do druge zanimive točke. Ste morda opazili, da med Formula 1 managementom in FIO prihaja do nekakšnih sporov, da Mohamed bin Sulayem ni v zadnjih mesecih izpadel najbolje iz raznih afer, škandalov, izjav, ki jih je podal, pravzaprav zaradi tega, ker nekomu, in tu s prstom ne kažem na Stefana Domenikalija, dobesedno ni všeč. In ne govorim o kakšnih osebnih simpatijah ali antipatijah, ampak kot vodja, kot politična figura v sami FII se morda nekomu zdi neprimeren. Kaj pa ekipe? Seveda, nihče noče 11. Pri vsej delitvi sredstev, čeprav v današnjem razmerju, kjer pravzaprav velja omejitev proračuna, to ni tako bistveno.
Težava je v tem, da nova ekipa zahteva nov kader in tega je zmeraj premalo. Ne govorim toliko o mehanikih, govorim naprimer o inženirjih, vozniki bi se lahko še našli, čeprav tudi tu bi lahko dejali, da bi prišlo do pomanjkanja. Nihče ne želi gledati, naprimer, predstave, kot jih je kazal De Vries na sami progi. Želimo si, da bi bili vsi skupaj. Sedaj, če se posadi slabšega voznika v izjemno slabo šasijo, se bodo zaostanki šteli v krogih in ne v sekundah. In pravzaprav obstaja še neka tehnična zadeva, o kateri marsikdo ni pomislil. 11. ekipa pomeni za organizatorje velik zalogaj. Treba je pripraviti 11. garažo z 2 bolida. Pirelli mora pripeljati več setov pnevmatik in vse se praktično povečuje. Tako da marsikdaj bomo lahko tudi malce zavihali nos, ko nam bodo začeli nekako predstavljati tiste zgodbe, kako je treba varčevati. Če je treba varčevati po svoje, ne rabijo 11. ekipe, jih je 10 konkurenčnih dovolj. Tudi zato praktično bi lahko dejali, da zavrnitev družine Andretti oziroma njihove ekipe je bila dobesedno pričakovana. Sedaj ni namen razsojati, ali so si to zavrnitev, to negativno oceno dobesedno zaslužili sami svojo nespretno politično aktivnostjo, ampak menim, da marsikdo izmed nas, ki redno prebira vire o Formuli 1, je imel dobesedno dovolj raznih zgodbic, ki so pa vse prihajale prav iz klana Andretti. Sedaj verjetno tam do sezone 2028 se bodo zadeve polegle. Upam, da projekt ne bo umrl, ampak po svoje priti v Formulo 1 v sezoni 2025 za popolnoma novo strukturo, ki bi začela iz nič, je dobesedno prezgodaj in polom bi bil neverjeten. A kot običajno, moje osebno videnje, moje osebno mnenje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.